Sporočam vam, da sem tukaj pred vami, da se vas prav nič ne bojim, pa tudi sram me ni. Vam bom povedala, zakaj me ni sram. Namreč koalicija je vložila predlog zakonov, ki se dotika političnih funkcij od najnižje do najvišje, vendar so bili zakoni slabo napisani. Tako je rekla Zakonodajno-pravna služba. Pojdite si pogledati samo za en zakon 14 strani pripomb. Vendar pravnicam v koaliciji to očitno ni mar. Razumemo. Vi pravo razumete po svoje. Torej, kaj pa je rdeča nit teh zakonov? Politik mora biti pošten. Poštenja pa žal ni mogoče predpisati z zakonom. Za poštenje kandidatov so odgovorne politične stranke, pa če so zakoni sprejeti ali pa niso. Politične stranke, ki imajo integriteto. Vendar kriminalec naj ne bo politik. To drži, zagotovo. A politik naj ne bo lažnivec. Se strinjate? Politik naj ne bo človek, ki na vprašanje, ali bo odstopil s premierskega položaja, ko bo KPK ugotovila kršitev zakona o integriteti, odgovori zagotovo in potem ne odstopi. Prav tako v politiko zagotovo ne sodijo osebe, torej brez integritete. V politiko ne sodijo osebe, ki skrivajo dokončno poročilo KPK o kršitvi integritete. V politiko ne sodijo osebe, torej, ki si integriteto predstavljajo po svoje. V politiko zagotovo ne sodijo osebe, ki si policijo podrejajo. V politiko pa predvsem ne sodijo osebe, ki same priznajo, da institucije in država ne delujejo. Novo mesto, 28. oktober. Predsednik vlade. In ne odstopijo. V politiko zagotovo ne sodijo osebe, ki se izmikajo zaslišanju pred preiskovalnimi komisijami. V politiko ne sodijo osebe, ki sistematično prelamljajo svoje obljube. V politiko ne sodijo osebe, ki imajo nepojasnjene račune v tujini. V politiko ne sodi župan, ki so mu odpisali 29 milijonov evrov dolga. V politiki naj bojo tudi predsedniki krajevnih skupnosti pošteni. Torej, če imate v koaliciji problem, koga in kaj uvrstiti na vaše kandidatne liste, to rešite v svoji hiši. V Novi Sloveniji o vaših predlogih ne bomo glasovali. Zakaj? Namreč, če bi imeli resnično namen očistiti politiko nepoštenja, bi 4 leta delali drugače. In tudi te zakone bi pripravili prej. Torej, res gre za vašo volilno kampanjo, to ste v prejšnjih razpravah dokazali sami, ker ste neštetokrat omenili dan volitev in volivce pozivali, naj glasujejo za vas, ne za nas. Volivci se bojo odločili, ker oni vedo, kaj je prav. Namreč, oni so tisti, ki odločajo, kdo sodi in kdo ne sodi v politiko. Zato ne podcenjujte ljudi, zaupajte ljudem namesto Zdolšku. Za zaključek. Kriminalec naj ne bo politik in politik naj ne bo lažnivec. To drži, zagotovo. Pika, dokončna pika.